Zadnje čase res velikokrat slišim od ljudi, da delajo na sebi, a ne. In dostikrat se nasmejem ob, tem stavku, ampak ne zato, ker bi se nekomu posmehovala, ker dela na sebi, ker mi je to dejansko zelo všeč, če kdorkoli dela na sebi. Pač pa ker se spomnim sebe v tistem času, kjer sem že kar nekaj let delala na sebi in sem bila trdno prepričana, da delam prav, če lahko temu rečem tako. Kljub temu pa, ko sem se dejansko res potopila v delo na sebi in ko sem šla s kar 2 coachinjama v ta proces, sem ugotovila, da pred tem nisem kaj dosti razreševala svojih preteklih situacij, da sem kar nekako stala na enem in istem mestu. In šele takrat, ko sem šla resnično v ta proces, ko sem šla celo z 2 takšnima osebama, ki se res resnično spoznata na te stvari in sta me znale pravilno voditi skozi proces, sem videla, da sem se ves čas izogibala prav tem stvarem, kjer me je najbolj bolelo. Point je, da tam, kjer nas najbolj boli, ravno najbolj razrešujemo svoje stvari. In ja, ni lahko iti v tiste stvari, ampak priti ven iz tega je pa neverjetno osvežujoče. In ta osvežitev in ta zmaga in to, da smo resnično nekaj naredili, da smo razrešili stvari, s katerimi pa smo se ves čas prepletli, je nič ni prav in nič ni narobe. Ampak če že želimo iti v to poglobitev vase, je takrat tudi fajn, da si nekoga vzamemo ob sebi, človeka, ki je to pot že prehodil, in da poslušamo, ne da govorimo, to pa jaz vem, da sodelujemo, da res gremo v tiste stvari, kjer nas znajo ob živce spravljati, kjer nas znajo žalostiti, se ves čas kockamo notri, a ne, in tam razrešiti stvari. Zanimivo mi je, da ko se z marsikom pogovarjam, ali je to stranka ali je to kakšna prijateljica ali pa prijatelj, in ko poslušam, delam na sebi, pa vendar, ko malo primaknem kakšno besedo ali pa nakažem neko stvar, kjer bi mogoče bilo pa fajn, da se razdela, dobim odgovor saj to jaz to vem. Meni je spet smešno, zato ker se spomnim nase, ker vem, kako sem jaz govorila tudi s svojima 2 coachinjama, sem bila hudo pametna. Vse to, kar sta mi povedala, ja, valjda sem že vse vedela, ampak a sem to res živela? In to je drugače. Vedeti samo nekaj v teoriji ni enako kot to delati v praksi oziroma tako živeti. Zato vsi, ki karkoli delate na sebi, jaz pravim, da je še vedno to super, boljše kot pa nič.